Pozdravljene gledalke in gledalci prek spletnega prenosa. Moje ime je Gašper Andrinek, sem sicer novinar na Valu 202, danes pa moderator dogodka iz serije Odkrivaj Evropsko unijo, ki ga izvaja predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Danes bomo govorili o tem, če imamo plan B. Če imamo plan B predvsem za naš planet, ki danes praznuje. 22. april je dan Zemlje. Prebral sem, da so letos japonske češnje zacvetele najhitreje, odkar na Japonskem spremljajo cvetenje. To je že več kot 1200 let. Če so nekdaj japonske češnje veljale za znanilke pomladi, so zdaj znanilke podnebnih sprememb, so zapisali v Washington Postu. Podnebne spremembe so dejstvo, a plan B obstaja. Tako ugotavlja Boštjan Videmšek, dolgoletni poročevalec s križnih žarišč in sodelavec številnih uglednih tujih časopisov in revij ter dobitnik mnogih domačih in mednarodnih novinarskih nagrad. V Sloveniji je znan kot sodelavec časopisa Delo, avtor knjig o migracijah ter ultramaratonec. Boštjan se je po letih krvavih front ljudi usmeril na prvo fronto človečnosti, iskanje rešitev v boju proti podnebnim spremembam. O tem je skupaj z mednarodno priznanim fotografom Matjažem Krivicem izdal knjigo Plan B, ki je ena najbolje prodajanih knjig preteklega leta, visoko na lestvici pa ostaja še danes. Še preden pa Boštjan spregovori, vabim k besedi gospo Ulo Hudina, namestnico vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Spoštovani spletni gledalci, zelo sem vesela, da vas lahko pozdravim v imenu predstavništva Evropske komisije. Sicer bi bila še bolj vesela, da bi vas lahko pozdravila tukaj neposredno v hiši Evropske unije, ampak v luči razmer smo veseli, da je vsaj spletni dogodek tisti, ki bo današnji plan B naslovil. Skratka, kot je bilo že rečeno, danes je 22. april, to se pravi, smo s pravim namenom tukaj na dan Zemlje in prav je, da se dneva Zemlje ne samo enkrat letno spomnimo, temveč vsak dan. In zakaj je naš planet poseben? Ker je na njem voda, ker je na njem življenje, rastejo rastline in mi ljudje. Zlasti pa pomemben tudi za našo prihodnost, za naslednje generacije. In slednje je tisto, kar moramo imeti v mislih, ko načrtujemo prihodnost. Zlasti se moramo pa skupaj zoperstaviti klimatskim spremembam. In klimatske spremembe, zeleni prehod, vse to je prioriteta Evropske komisije, zlasti v tako imenovanem zelenem načrtu. In zeleni prehod se tudi zrcali skozi skoraj vse EU programe, skoraj vse pobude, tudi v okviru načrta za okrevanje in odpornost, o katerem sem prepričana, da zadnje dni veliko slišite tudi v Sloveniji. In obenem smo ravno včeraj, se pravi 21. aprila, na komisiji zelo pozdravili tudi načelni dogovor med Evropskim parlamentom in Svetom o evropskih podnebnih pravilih. Ta evropska podnebna pravila so pravzaprav eden od ključnih elementov Evropskega zelenega dogovora in sicer, da bomo do leta 2050 dosegli evropsko nevtralnost. Obenem pa zaobjemajo tudi še vmesni cilj zmanjšanja neto emisij in sicer do vsaj 55% do leta 2030. Skratka, konkretni cilji, katerim se približujemo, ampak seveda napor je potreben na vseh straneh, obenem tudi v finančnem svetu. In ravno tako smo včeraj 21. aprila zelo pozdravili tudi nadaljnje korake pri trajnostnem financiranju. Skratka, korakov veliko, potrebno je pa veliko storiti, bistveno več kot do zdaj in prav je, da se tega zavedamo. In ravno zaradi tega se zelo veselim poslušanja Boštjana Videmška o njegovi knjigi, ali sploh imamo plan B, zlasti pa tudi, ker je Boštjan ambasador Evropskega podnebnega pakta. Obenem se zahvaljujem Gašperju, ki bo danes vodil pogovor, Boštjanu seveda prav prisrčna, že tukaj v prostoru in seveda bomo z veseljem opazovali tudi fotografije Matjaža Krivica. Vsem skupaj želim prijetno spremljanje tega zelo zanimivega dogodka. Hvala. The climate is changing faster and faster, and Europeans want action. The Paris Agreement brought the world together to fight climate change. Europe can take the lead. Let's make our economy climate neutral by 2050. Our economy would grow. Fossil fuel imports would fall. Above all, our quality of life would improve. So, how can we do it? First, we will be more energy efficient. After all, the energy we don't use is the cleanest. Most of our energy will have to be renewable, driven by the wind, sun or sea.
We can make transport more sustainable through clean, electric or fuel cell vehicles when possible, and where needed by using renewable fuels. Industry will change too, through innovation and by embracing the circular economy. For the few emissions we can't reduce, we will compensate through forestry, climate-friendly agriculture, a bioeconomy, or capturing and storing carbon underground. That's how we can reach a climate-neutral economy. We know it won't be easy. We will need to invest in the transformation, taking care of regions and workers who face the most change. Think about our lifestyle choices. But it can be done. Working together will benefit us all. A modernized economy, cleaner air and environment, better quality of life, a healthier planet. Zdravo, Boštjan. Živijo, Kašper. Kako zelo sva upala na zadnje, da se bomo srečala brez mask, ne? Ja, vse do zadnjega, ne? Ampak upoštevamo protokole. Ja. Začniva s češnjami. Tudi pri nas so se razcvetele zelo, zelo hitro in do konca in potem je prišla huda pozeba in konec. Ne? Verjetno jih bomo šteli na prste ene roke. Obok še tem japonskim češnjam, ki so, kot sem rekel že prej, zacvetele najhitreje v 1200 letih, ko ti spremljaš takšne ekstremne dogodke in vse to nekako povezuješ, kako praznovati oziroma obeležiti dan Zemlje? To je izjemno težko vprašanje, ne? Ampak glede na to, da sem se ravno kar vrnil iz Kenije, ne? Kjer sem začel nov projekt, ne? Ki v bistvu je nadaljevanje plana B, projekt, ki je nadaljevanje plana B v resnici, ne? To obeležujem osebno z neko zaljubljenostjo v zadnji dve beli severni nosorogini, ne? To bo zdaj mogoče zvenelo malo bizarno, ne? Ampak že pred nekaj leti sem se odločil, da se posvetim čemu, čemur se v anglosaškem akademskem svetu reče konstruktivni žurnalizem, konstruktivno novinarstvo, ne? In da v bistvu iščem rešitve in odgovore na vprašanja, ne? Seveda na nekako najbolj pereča, ne? In v bistvu vprašanje, ki se je po planu B začelo pojavljati, je, kako reševati morda tisto, kar se zdi nerešljivo, ne? Kako v bistvu preprečati determinanco umiranja, ne, izumiranja, razpadanja, ne, kako, in to se mi način zdi najbolj ključen, pomemben, temeljen način praznovanja Dneva Zemlje, ne, da v bistvu ne obupujemo, ne, da sami sebi postavljamo edino mejo, ki je meja, ki ne obstaja pri spopadu s podnebnimi spremembami. Posledic podnebnih sprememb nikakor ne smemo dojemati samo na ravni češenj, spremenjenih vremenskih pojavov in ekstremnih letej, ampak tudi v kontekstu ekonomskih sprememb, velikih socialnih vzgibov in premikov, demografske drame, migracij in tako naprej, ne. In to je nekaj, kar se dogaja vsem nam, to je prva oseba množine, ne? In to prva oseba množine je pa vedno skupnost, prva oseba množine, ki ni izključujoča, ne? Ki je vključevalna. In v to prvo osebo množine vključujem vsaj intimno, ne? In tudi v svojem pisanju, tudi vse živalske vrste, tudi rastline, drevesa in tako naprej, ne? In se mi zdi ta celosten, dejansko holističen pristop tukaj in zdaj ključen, ne? Če bomo partikularni, če se bomo, ne vem, tukaj pa kje drugje razpravljali zgolj o tehnologijah, ne, in te v resnici zelo prazne školjke ne bomo napolnili s neko paradigmatsko spremembo, družbeno s paradigmatsko spremembo, potem je vse govorjenje o zelenih prehodih, digitalizacijah in teh visoko zvenečih besednih zvezah popolnoma nesmiselno. Razmišljal sem, da bi lahko mogoče dan Zemlje nekako primerjali praznovanje Dneva Zemlje, primerjali s praznovanjem 8. marca, ne, ki bi ga mogoče morali, ne, ves čas, ne, živeti in vrednote, ne, upoštevati in praznovati, ne, bi verjetno morali tudi vsak dan praznovati in se zavedati dan Dneva Zemlje, ne, mislim. Mogoče je pomembno
izstopati iz antropocentričnega konteksta. Ne. Zemlji sami po sebi ne gre tako zelo slabo. Ne. Ko razpravljamo o spopadu s podnebnimi spremembami, smo na prvem mestu docela egoistični. Ne. V bistvu želimo ohranjati neko zono udobja, ne, način življenja, ki smo ga poznali desetletja, ne, ohraniti svoj način potrošnje in tako naprej. Ne. Ob tem ne razmišljamo o tem, kaj se dogaja s planetom, ne razmišljamo o tem, kaj se dogaja z tisoči in tisoči živalskih vrst, ki so na robu izumiranja, ne razmišljamo o ekosistemih, o ekocidih, ki se dogajajo na dnevni ravni, ne. Razmišljamo v bistvu o tem, k čemu se odreči, kaj ohraniti v svojem življenju. Ne. In to se mi zdi v bistvu zgrešen pristop. Tudi zaradi, tako Michael Mann v svoji zadnji knjigi The Climate Wars, pa ni to res knjiga dobesedno o klimatskih podnebnih vojnah, ne, ampak o spopadu proti podnebnemu aktivizmu, recimo temu, tako zelo lepo pove, ne. Če se odgovornost, krivda, celo od zgoraj navzdol diktira usmerjena posameznika, potem smo in da to mi v bistvu ponotranjimo, ne, nas to vodi ne samo v pasivnost, ampak v aktivno pasivnost, v bistvu on temu reče inaktivizem, ne, in to v zelo aktivni vlogi, ne, ker če kot posameznik pred seboj vidiš vse, kar podnebne spremembe prinašajo, če vidiš socialno, demografsko, ekonomsko, politično, geopolitično, geostrateško dramo, ne, potem si popolnoma nemočen, ne. In pri najboljši volji, kot se reče, ti je popolnoma jasno, da zares nič ne moreš storiti, ne. In ne vem, ločevanje odpadkov, te podrobnosti, ne vem, manjša poraba pri ogrevanju stanovanja, morda šaltanje na električni avtomobil, če se le ta poceni in tako naprej. To so sicer zelo pomembne, morda tudi nujne stvari, ampak v veliki sliki ne spremenijo zares veliko, ne. Kajti tisti, ne, ki najbolj odgovorni za podnebne spremembe, od fosilnih lobijev, velikih podjetij, držav, največjih onesnaževalcev, ne, ki počasi prevzemajo, pa nekateri zelo hitro, tudi narativo zelenega očiščenja, ne, oziroma ne vem, zdaj že v bistvu pete industrijske ali pa prve postindustrijske revolucije v digitalnem kontekstu, s tem ostanejo v bistvu nedotaknjeni, ne. Ohranjamo v bistvu neke vrste status quo, odgovornost, krivda, z njo nemoč se prenese na posameznika in to dejansko vodi v nerešitev, ne. Zdi se mi, da potrebujemo spremembo na ravni skupnosti, ne. In v planu B, ne, sva z Matjažem Krivicom namenoma predstavila primere, ko so skupnosti, v bistvu v angleščini se lepo reče off-grid, ne, marsikaj tudi dobesedno, ne, to storile, da so v bistvu izven določenih sistemov, izven omrežij, ne, poiskale delujoče rešitve. Na lastno roko, ne. Tako je. Ja. Torej, plan B, ključna fronta človečnosti, podnebna kriza. Šla sta z Matjažem iskati pionirje boja s podnebno krizo. Zanima me čist začetek v bistvu. Kako sta se tega lotila? V bistvu vedela sta, kaj iščeta na nek način? Mislim, vedela sta, kaj hočeta poiskati, ok, gremo iskati te pionirje ali pa neke rešitve, ne? Ampak kako sta začela? Kako si odkril Tilos? Ja. In, ne, stala. Ja, v bistvu, ko sem začela delati knjigo, oziroma ko je začel se ta projekt Plan B, ki na začetku seveda nima tega naslova, ne, peljati, namen ni bil končen izdelek, kot je ta. To seveda tudi ni končen izdelek, to je neki activity in progress, ne. To je pač delujoč projekt, odprt. V bistvu se je zgodba začela z litijem, a ne. Jaz sem nekako prišel utrujen iz frontnih črt v Mosulu domov, a ne. Matjaž je v pravem trenutku začutil mojo nasičenost s poročanjem iz vojn in poln želodec oziroma zapolnjeno kapaciteto za človeško tragedijo, ne, in mi je pred nosom ponudil idejo, ki jo preprosto nisem mogel zavrniti, ne. Da pač odideva v Bolivijo na Salar de Uyuni, visoko v Andih, kjer se nahaja največje slanišče na svetu in obenem tudi eno največjih nahališč litijevega karbonata na svetu, a ne.
In to je bilo ob koncu leta 2016, to je bil čas, ko se je električna mobilnost že kar pospešeno razvijala, te zgodbe so prihajale počasi v javnost, počasi, bi rekel, širšo javnost, v mainstream. In so se nekako odločila, ko sem jaz naredil research, da v bistvu bo sledila 1 gramu tega litijevega karbonata izkopanega in po operacijskem postopku na Solar de Unijo do tovaren električnih baterij in tudi končnih proizvajalcev električnih avtomobilov na Kitajskem. In to je bila taka v bistvu precej klasičen dolgotrajen novinarski projekt. Ampak sva zelo hitro ugotovila, da ko so se nam odpirala številna vrata in so srečevala seveda, kot se vedno zgodi v resnem žurnalizmu, ljudi, ki vejo neskončno več od tebe in te v vsakem srečanju izobrazijo za 4-krat, kot si bil prej, bolj, da je to malo večja zgodba od predvidene. Seveda so to končala in drugi del knjige, Prihodnost mobilnosti, litij kot gonilo 21. stoletja, govoril seveda o tej zgodbi, ampak so že v bistvu pri nekaterih teh zgodbah začeli odkrivati, kako bi rekel, pod ali pa nad zgodbe. In ena izmed njih je seveda tudi Tilos, ampak preko te zgodbe smo odkrili tudi ljudi, ki so v svojih majhnih krajih, na otokih, mestih, tovarnah mogoče ali pa doma individualno v bistvu reševali zagate s posledicami podnebnih sprememb. In ko sem iskal skupaj imenovalce teh zgodb, sem gotovo vraga, da moramo to narediti. Poiščemo najbolj obetavne prakse, ne v kontekstu znanstvene fantastike in nikakor ne samo tehnološke. Tam, ko so neki ljudje, ki so se skupaj zagnali, ki imajo tudi neko močno osebno zgodbo. In potem so začela malo delati research, so najdla te ljudi. Tilos, tako imenovani južni otok, ti si ga tako pomenoval, je pa v bistvu, kako naj rečem, povsebitev vseh možnih dobrih praks. Nemudoma pač postanem tilosalgično nostalgičen. To je pač prostor, kjer bi seveda se tukaj in zdaj preselil za vse večne. Ampak za ta prostor nisem zvedel prvič, za ta otok, med delanjem te knjige oziroma projekta Plan B. Ampak ko sem še zelo intenzivno pokrival begunsko migracijsko tematiko, in je grška novinarska prijateljica povedala, da pač obstaja en mali otok, ki je bil nekaj let čisto zapuščen in potem je tja prišel nov župan, niso se dobili novega župana, ki je bil prej zdravnik, ki je otok popolnoma prenovil, da je to čisto zelo liberalen, svobode poln otok, kjer so najprej prvi v Grčiji, ki so obnovili vse antične poti, je bil prostor, kjer so izvedli prvo istospolno poroko v Grčiji, še preden se je zakon seveda spremenil. In tako naprej. In prvi otok v Grčiji, kjer so prepovedali lov. In te stvari, glede, so me že tako izrazito inspirirale. Potem sem pa gotovo, da tam obstaja, to je bilo leta 2017, ko so z Matjažem že delali ene reči, medtem ko sem že delal research za Plan B, da tam obstaja popolnoma izven sistema delujoč ne begunski center, ampak kako bi rekel sprejemni center za ljudi, ki so na otoku, malem otoku, ki leži zelo blizu Turčije in obenem tudi blizu ključnih otokov, na katere so pač begunci in migranti iz Turčije proti Grčiji potovali. V bistvu na ta otok nasedli, so bili brodolomci in so na ta otok prihajali še v bistvu na slabšem fizičnem in psihološkem stanju kot na ostale otoke. In ljudje tam, domačini, so jih sprejeli res širokim objemom in jih nemudoma začeli vključevati v družbo. In vsa ta kombinacija se mi je zdela fantastična. Potem pa sem prišel na otok in ugotovil, da so tam ravno odprli poskusno sicer, v tistem trenutku prvo hibridno fotovoltaično vetrno elektrarno v Sredozemlju. Sem rekel, pa to ne je mogoče. Vse, kar delam, vse, kar pokrivam na nekih kvadratnih kilometrih. In to isto to leto je Tilos že dobil nagrado za najboljši energetski projekt v Evropi. Naslednje leto, mislim leto pol kasneje, aprila 2019, pa je v bistvu prvič presegel prvič v celoti je ta fotovoltaična hibridna elektrarna ponujala vso energijo obnovljivo za celoten otok. Začeli so v bistvu v istem času tudi odpirati socialna podjetja in elektrificirati celoten promet, seveda z obnovljivimi viri. In so se mi zdeli tako, vse,
kar je potrebno na enem malem otoku, da se vsi skupaj učimo v prihodnosti. Torej, sprememba sociološke paradigme, talent za iskanje seveda evropskih sredstev, ker Horizon 2020 je bil tukaj zelo pomemben dejavnik, sodelovanje znanostjo, recimo z Univerzo v Pireju, odprtost na vseh nivojih, pa res nek tak organski stik s človekovimi pravicami, ki niso posledica politične korektnosti, usiljenosti, ampak se jih živi, zaradi dobesednega prepiha, medcivilizacijskega, medkulturnega, medrasnega, konec koncev zgodovinskega, in v bistvu ta odnos do odprte družbe temelji v drobovju, v krvi, v duši, ne samo na papirju, kot marsikje v Evropski uniji. Ki se je na nek način gradil neki desetletji, odkar je ta legendarni župan prišel na Tilos. Mislim, jaz se ne morem naveličati teh zgodb po Tilosu. Se pa po Tilosu zdaj zgleduje tudi nekateri drugi grški otoki v bližini, v tem trenutku je v bistvu neka, se temu bi lahko rekel, naravna Tilos aplikacija, nek copy-paste se izvaja na 12 različnih grških otokih. Seveda je zaradi pandemije in omejenih financ in so nekateri projekti malce zastali, niso propadli. In Grčija sploh, bi rekel, sprejema, kar se tiče okoljske politike, predvsej bolj, ko bi rekel, napredne odločitve, kot pri kakšnih drugih vprašanjih, glede na to, da pač je šla predvsem kar se tiče begunsko-migrantskih vprašanj, v popolnoma napačno smer v zadnjem letu pa pol, recimo, da so v bistvu in politika in družba kar precej radikalizirala v tem obdobju, bolj ali manj zaradi poslabšanih odnosov s Turčijo in nekih zgodovinskih travm, ki jih preprosto ni mogoče ozdraviti. Ampak se mi zdi zelo pomembno, da ko govorimo, ponovo verjetno že tretjič, pa še ne šestkrat, ko govorimo o zelenem prehodu, obnovljivih virih energije, nikoli nikdar ne smemo pozabiti na družbo kot tako, na družbo kot celoto. In ne samo na družbo kot celoto, na vse, kar nas obdaja. In te projekti ne smejo biti izključujoči, morajo biti vedno znova, mora biti inspiracija in morajo ti dajati občutek možnega, morajo vzbujati upanje. In tudi tak se mi zdi tudi nabor teh zgodb, ki nastopajo v prvem delu knjige, ki je v bistvu bil odvod iz litija, glede na to, da pa si vemo, da je litijev karbonat prisoten praktično vseh elektronskih gadgetih in je skupaj z redkimi minerali ključno gibalo prihodnosti. Sva kljub temu, da ima ta zgodba tudi številne temne strani, naletela ravno preko tega tudi na številne zgodbe, ki so potem v prvem delu knjige objavljene. Večkrat sva ga že omenila, Matjaž Krivic, priznani slovenski fotograf, dobitnik številnih mednarodnih nagrad. Njegove fotografije lahko vidite tukaj zadaj. Samo za trenutek, tudi v zadnjem času se je turizem recimo zelo razrastel, še posebej tudi v Grčiji. Turizem, predvsem ta množični, ima velike povezave s podnebno krizo. Na nek način tudi križarke, recimo, vemo, da so ogromni onesnaževalci. Mogoče si našel kakšen podoben projekt zdaj, ali pa kje si jih zasledil, ker bi mogoče upoštevali vse te neke zakonitosti in bi se šli ta turizem, recimo ta trajnostni, bolj na ta način. Iščeš destinacijo za letošnje poletje? Ja, na Tilosu, če se vrnemo takoj nazaj, pa da ne greva kam drugam, kako v resnici nočemo nikamor drugam. Zadnje leto, pa zdaj že pač teče druga sezona mrtvega globalnega turizma. Če krivimo turizem, tudi množični, tudi seveda križarke, ki so meni in fizično in metaforično nekaj najbolj ogabnega v vesolju, in sami po sebi poosebljajo vse, kaj narobe z nami, so
res drobec v tej veliki sliki. Ne? Poglejva emisije v zrače v letu 2019 in 2020, niso se bistveno spremenile. Ne? Zato v bistvu tako partikularno izpostavljati množični turizem kot enega glavnega nosilcev krivde, ne, se mi ne zdi, prvič ni niti faktografsko resnično, ne, drugič nosi to Michael-Mannovsko, ne, preomenjeno metodološko napako, ne, zato ker potem se vsakdo, ki je, bi rekel, koristnik uslug množičnega turizma, lahko počuti tako krivo, da v bistvu ga zajame nek krč, ne, in cirkus bo šel pa naprej, ne. Se mi zdi, da moramo gledati precej širšo sliko od množičnega turizma, no. V bistvu dejstvo, da ljudje potujejo, ne, dejstvo, da ljudje čim več, da veliko potujejo, da se srečujejo, da vodi v veliko bolj odprto družbo, ne. Poglej, zadnje leto pa pol, ne, in s covidom, z zaprtimi dostopi do sveta, ne, tudi zelo na domačem polju, ne, in tudi marsikje drugje v Evropski uniji, so se začele kršiti in krčiti, lep lapsus, človekove pravice, odprta družba je začela doživljati hudo erozijo, ne. Stvari, ki so se nam še predvčerajšnjem zdele samoumevne na ravni človekovih pravic, so danes odsotne ali pa morda nepovratno uničene, ne. Proti koncu lanskega leta sta vzporedno izšle dve raziskavi, ne. Po eni je Slovenija, če se malce umestimo v lokalno okolje, ampak samo za trenutek, ne, bila na drugem mestu po neizpolnjevanju svojih okoljskih zavez. Ne, po drugi raziskavi, istočasno v decembru lani, ne, pa je ta ista Slovenija bila na drugem mestu po tem, kako so se v zadnjem letu, kako se je skrčila raven odprtosti družbe. Se mi zdi, zato pač večkrat ponavljam, ne, da sta demokratičnost, odprta družba in odnos do posledic podnebnih sprememb v totalnem premnem sorazmerju. To sta paralelni zgodbi, zapisani v eni, ne. In v državah, kjer je ozaveščenost o nujnosti spopada s podnebnimi spremembami, oziroma kjer se te že implementirajo, ko živijo, ki je to že nekako, bi rekel, prišlo v DNK družbe, najbolj napredne in najbolj angažirane so tudi tiste, ki imajo največjo stopnjo odprtosti družbe in tudi po zadnjih raziskavah največjo svobodo v medijih. Od Norveške do Islandije, Finske, Švedske, Skandinavija. Se še vrneva na to, nazaj k knjigi in primerom, ki si jih obiskal. Z Matjažem sta bila tudi v neposredni bližini Slovenije, v Avstriji. Povej, se je že Schwarzenegger vrnil oziroma je že prišel v Štrem? Ja, po mojem še ne, no, ne da bi vedel. Ne, lahko tudi v Güzing. Ja, ta primer je bil zbran zelo ciljno, zelo namensko, ne, ker nisem želel, da v celem paketu knjiga izpade slovenskemu bralki preveč eksotično, ne, preveč oddaljeno. Zelo pomembno se mi je zdelo najti nekaj, kar bi se lahko zgodilo, pa se seveda ni tudi v Sloveniji, ne. In čeprav osebno zdaj že nekaj let seveda biomase ne razumem kot nekaj, kar je božji dar boju s podnebnimi spremembami ali pa Bog ne daj sama po sebi obnovljiv vir energije, ne, pa je vsaj nekem obdobju Güzing dežela mestece Bogu za hrbtom, ne, kot rečejo na Gradiščanskem. V bistvu bila izjemna zgodba o uspehu v drugi polovici 90-ih let in začetku novega tisočletja, ko so v bistvu se odločali mestni možje in lokalni najbolj angažiran lokalni posameznik, spet smo pri skupnih imenovalcih, da v bistvu je dosti tega blazen visokega računa za nafto, a ne, nimamo svojih virov zgleda, ampak ne bomo to plačali več za nafto, vse plačujemo, za vse kurje ne dajemo nafto, no, to je predrago za nas, vsi rekel. Zelo tak oportunističen razlog za spremembo, ne, klasična ekonomsko oportuna gonilna sila sprememb. In so kar naenkrat iz neba se mi je pojavila ideja, zdaj imamo pa ful enega gnivega gozda, vse posod ležijo veje,
ne, naš gost malo propada, dajmo mi to malo izkoristiti. Ne. In so potem pač začeli ogrevati nekaj hiš, potem kmalu celo mestece, zgradili so toplarno, potem so začeli proizvajati bioplin in v tistem obdobju so postali kar naenkrat iz, temu se slovensko lepo reče, vukojebine, ne, so postali center okoljsko-ekološke progresivnosti v Avstriji. Ne. Toliko in toliko let kasneje obstaja v Avstriji 120 modelnih skupnosti, ampak prva modelna skupnost je bila ravno Güssing. Ne. In ta Güssing je v bistvu postal že kar nekaj let minilo, ne, pa so tja začeli prihajati podjetja iz celega sveta, ki so razvijala obnovljive vire energije. Povemo, da tam živi približno 4000 ljudi, to kot v Borovnici, in tam so zgradili Evropski center za razvoj obnovljivih energij, to je fantastična reč, in posli so zacveteli, ne? In ne iščemo seveda samo idealnih zgodb, ker ima tudi ekonomija svoj cikel, obnovljive energije pa so bile pač na tržišču zelo volatilne, no, recimo temu tako, ni tržišče obnovljivih virov energije bilo zelo volatilno, predvsem tehnologij, je tudi Güssing zašel v težave, in bil na nekem trenutku na robu bankrota, pač neka podjetja, ki so ogromno investirala, so se znašla pred brutalno kitajsko konkurenco, predvsem pri fotovoltaiki, pri izdelavi solarnih panelov, so se mogla posloviti in je prostor vendar začel sebe na novo izumljati. V sosednji vasici so začeli razvijati nove programe in v bistvu po 20 letih je ta prostor še kako živ in še vedno nudi navdih. Ampak če se vrnem k začetku zgodbe v Güssingu, zbran je bil zato, ker leži na tromeji v Avstriji, med Madžarsko, Slovenijo in Avstrijo, in bi ta primer bil lahko zlahka apliciran že v Prekmurje v resnici. Pa kamorkoli drugje v Sloveniji, kjer je roko na srce Slovenije ogromno biomase, pomislimo, kaj je bilo po žledolomu, in namesto, da bi pač to izkoristili v skupnostno dober, tudi okoljsko dober namen, vsaj delno, se je velik del te mase izvozil prav v Güssing. Kako daleč pa je ta ideja razvoja iz modelne skupnosti v modelno regijo na Gradiščanskem? O tem si pisal, da naj bi si želeli to, Naj bi si želeli, no. Ne vem, če je to šlo, če je v tej smeri storjen kakšen blazen korak naprej v zadnjem letu. Ta zgodba je nekako tudi najbolj sveža v knjigi, ampak se mi zdi, da zdajšnja politična opcija v Avstriji bi to skoraj mogla izpeljati, glede na to, da imajo zeleni, v tem, da je to zeleno-črna, precej nenavadna vladajoča kombinacija, predvsem močan glas v tej vladi. Od Avstrije se, kar se okoljske politike, lahko samo učimo in učimo. V knjigi je še veliko drugih primerov, ves čas nekako govoriva tehnoloških rešitev. En bolj zanimivih meni je tudi zajemanje ogljikovega dioksida neposredno iz zraka. In to sta dva primera, Švica in Norveška. Eno je carbon capture and storage, drugo je pa res neposredno zajemanje iz zraka. To sta v bistvu konkurenčni tehnologiji v resnici, ki bi bile lahko tudi zelo komplementarni. Včeraj je bilo, mislim, danes je sicer še pod embargom, ampak podjetje Climeworks, ki je predstavljeno v knjigi, švicarsko podjetje nemških lastnikov, ki je bilo še pred nekaj leti startup, zdaj pa v bistvu počasi postaja kar korporacija, s svojim izumom v resnici patenta z neposredno zajemanje ogljikovega dioksida iz ozračja, s pomočjo aminov preko filtra in shranjevanjem potem recimo jeklenke ali pa v uporabi v sosednjih toplih gredah in tako naprej. Tudi zajeti CO2 se uporablja za proizvodno biogoriv, na eni strani tudi biokerozina po novem, kar bi utegnila biti rešitev za letalski promet / krivdo množičnega turizma. In po drugi strani se je pa v bistvu združil z eno drugo zgodbo, ki nastopa v knjigi, v Islandiji. Taka lepa povezava že takrat je nastajala in smo naredila nek link z Matjažem. Od včeraj naprej je pa ta zgodba zares uradna. Na Islandiji obstaja projekt Carbfix in obstaja pač to državno energetsko podjetje Orka,
ki se je povezala s Climeworksom in Climeworks je zgradil te velike turbine, ki izgledajo kot taki gigantski zasneževalni snežni stroji, na področju druge največje geotermalne elektrarne na svetu, v ozadju, mislim, zelo blizu Reykjavika, in v bistvu, ker je proces zajemanja, neposrednega zajemanja ogljikovega dioksida iz ozračja energetsko zelo zahteven, hkrati pa tudi seveda temu primerno drag, so se odločili, da to delajo samo tam, ki so na voljo obnovljivi viri energije, jasno, drugače bi to bil samo tehnološki proces, ki ne bi imel nobenega zelenega imprinta, in obenem tam, kjer je res na voljo presežek električne energije in Islandija, seveda ob Norveški, recimo Islandija seveda še vedno na prvem mestu, ena izmed takih držav. In to je zelo uspešna zgodba. Zdaj, te turbine, ki so bile še, ne vem, pred 2-3 leti stvar čiste neke tehnološke eksotike, science fiction, so zdaj Climeworks ne dohaja potrebe po tem, koliko bi jih lahko zgradila. Obenem je pa včeraj in danes prišla ven novica, da je ta program Carbfix podpisal veliko pogodbo in bo se začne, zdaj se ureja papirologija, od leta 2025 pa se bo po tam, kjer in tega je obilo na Islandiji, se nahaja, kako bi rekel, bazalten underground, podzemlje, kamor se vbrizga lahko ogljikov dioksid in to so v času najnega obiska že počeli pilotno, probno in zelo uspešno. To dogajalo na veliki industrijski ravni in se bo iz marsikje iz Evropske unije, iz velike industrije, največjih proizvajalcev, mislim, emisij, na Islandijo ne rečem izvažalo, seveda za tem predvidevam, stoji tudi posloven model CO2, ki se ga bo potem brizgalo v bazaltne skale in potem se ta mineraliziral v nekaj mesecih in v popolni varnosti pančka pod zemljo. Tu je podobnost z dvojnim norveškim projektom, zdaj je samo še ena, ki ga je ob koncu lanskega leta, če se ne motim, lani, v drugi polovici lanskega leta odobril norveški parlament za zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, to je drugačna tehnologija, pa vendarle, zdaj na Norveškem bo to se dogajalo v cementarni v provinciji Telemark. Ta projekt, ki je predstavljen v knjigi, je bil piloten in je zaenkrat zamrznen, ker je drugi dobil prednost, ni pa ukinjen, pač, če bo ta drugi uspešen, bodo šli naprej tudi s tem, vse tako kaže. In to pa pomeni, da v bistvu ponovno z formula aminov se jemlje CO2 iz ozračja s pomočjo ene močne energetske podlage. Ne vem, pri tem primeru, ki je predstavljen v knjigi, je to sežigalnica odpadkov, tam je cementarna. Cementarna so sicer eden največjih onesnaževalcev in porabnikov električne energije, to zelo dobro vemo. In se potem zajet ogljikov dioksid s pomočjo, oni imajo to prednost v Telemarku in to je tudi prevagalo pri odločitvi, po moje, katerega od dveh projektov najprej izbrati, da imajo svojo luko tovorno. In v bistvu ni potrebe za dodatni transport, kot v drugem primeru so načrtovali prevoze z električnimi ali pa vodikovimi tovornjaki, to bi še dodatno podražilo projekt, tukaj pa imajo svojo luko in nemudoma se prečrpa ogljikov dioksid na tankerje in se ga prepelje na zahodno norveško obalo, malo višje od Bergna, kjer se ga potem preko obstoječih plinovodov v obratni smeri načrpa tja, kamor je prišel v svet. Vrne se ga v bistvu domov v podmorsko gladino, kilometer, 2-3, odvisno v obstoječe geološke luknje in se potem to po domače reče zabetonira. Fascinantno, težko si predstavljati, ampak že ko sva pred 2 leti začela delati in raziskovati carbon capture in storage, je več kot 400 evropskih podjetij izkazalo resen interes, da bi na Norveško izvažala svoje emisije ogljikovega dioksida. To je na nek način spodbuden podatek. Mislim, je spodbuden podatek, je pa hkrati lahko tudi najbolj radikalna oblika greenwashinga. Zato, ker pač moramo biti iskreni in povedati, da je carbon capture and storage tehnologija je v bistvu bila razvita strani naftno-plinskih podjetij, ker so s tem pocenili z vbrizgavanjem CO2,
so pocenili črpanje zemeljskega plina iz offshore nahajališč. Ne? In seveda pač, kako ne rečem, če imaš na voljo tehnologijo, s katero ves čas vzdržuješ svoje emisije na javnemu mnenju primerni ravni, ne? In ti je to ob enem še poslovni model, seveda ne gre nujno za okoljsko ozaveščenost, gre za poslovni načrt. Ampak tukaj se pa meni poraja ključen pomislek, ne? In tudi zato mi je intimno Evropski podnebni pakt postal sprejemljiv, ne? In sem se odločil seveda tudi sprejeti to ambasadorstvo, ne? Ker dejansko smo na frontni črti, ne? In tukaj in zdaj nimamo ne možnosti in po mojem mnenju ne pravice izbirati si zaveznikov, ne? Podnebnih sprememb seveda jih ni mogoče zastaviti, podnebnih sprememb ni mogoče omiliti brez sodelovanja vseh akterjev, predvsem največjih in najmočnejših. In če to postane poslovni model, pa naj. Zanimivo mi je, kako se ves čas v bistvu prihajaš k aktualnim dogodkom, k aktualnim spremembam in se mi zdi, da to priča o teh zgodbah, te knjige, ravno to, ne, da so noro aktualni, ne, še vedno, no, mislim, čeprav si jih raziskoval zadnje 4 leta, ne, in tudi to mislim, da je dokaz, zakaj ta knjiga še vedno tako zelo visoko na lestvicah prodajanih knjig, tudi kakorkoli že dobro napisana. In drugi del te knjige je pa Litijeva avtocesta, nekaj si že govoril o tem, ampak nekako se mi zdi, ne vem zakaj, kot da mediji zanemarjamo ta del, ta drugi del knjige. Ampak verjamem, da če ne bi bil pomemben, ga ne bi vključil. Lahko razložiš več, zakaj je tudi ta drugi del knjige tako zelo pomemben? Razlog, zakaj mislim, da je bila knjiga uspešna, je, da ponuja upanje, da je, res nikoli nisem maral te besede, ampak sem jo s Planom V njegovim uspehom vzljubil, da je optimističen, ne? Da dejansko, in hkrati je pa imela knjiga, kakor sva se z založnikom in urednikom Samom Ruglom, založba Umko, na začetku bala, da bo padla v neko temno jamo monokromatske pozornosti zaradi koronavirusa, ki je obsedla in zasedla ves medijski in tudi intimen prostor in tudi bralski, ne, in novičarski, se je zgodilo ravno nasprotno, ne. V času dominacije ene same teme je knjiga preletela kot nekaj osvobajajočega, toplega, prijetnega, na trenutke celo, bog me, ezoteričnega, ne. Zato, ker je ljudem, ki so ostali doma in so sanjali svet, ponudila neko možnost vsaj virtualnega ali pa bralnega potovanja, ne, in razmisleka o tem, da bi svet dejansko bil lahko drugačen, kot je, ne, obdelujočih, ne, kot rečeno, science fiction ali pa bi rekel primerih iz domišljije, ne. Popolnoma, niti malo me ne preseneča, da je ta prvi del knjige dobil toliko več pozornosti, tudi pač, ne vem, pri kritikih, pri novinarjih, tudi pri stroki, a ne, kot drugi del. Spet je treba biti brutalno iskren, zato ker lažje prebavljiv, a ne, ker nam je bližje, ker je mehak in ker ponuja, ker te v bistvu na kak način precej nežno nagovarja, ne. Lepši je, prijetnejši je, toplejši je, ne. Mehkejši, ne? Tilos. Ja, tilos, ne? Drugi del je pa v resnici zelo tehničen, ne? In pri drugem delu sem imel kot novinar in predvsem kot ne nujno po lastni izbiri, splet okoliščin, zadrt družboslovec, ne, hude težave, tudi sam, ne? Zaradi tega, ker sem se v to pisanje, ne, v ta tehničen del knjige podal kot naravosloven kreten, ne, z zelo ubogim osnovnim znanjem, ne, in sem zato tudi bistveno manj samozavestno pisal, jasno, ne, sproti raziskoval stvari, preberal številne druge avtorje, knjige in tako naprej in v bistvu je zgodba precej bolj tehnična, manj literarna, no, manj bralna, veliko bolj, kako bi rekel,
v najboljšem primeru sicer, ne, z nekim avtolaskanjem, poljudno znanstvena, ne, in to ni toliko privlačno širši publiki, ne. Hkrati je pa zgodba o litiju v resnici vsak dan drugačna, ne. Tudi z Matjažem večina teh zgodb, ki so objavljene v knjigi, ne, predvsem ta drugi del, zgodba o litiju, o električni mobilnosti, je bil za oba naju mogoče tudi, kako bi rekel, poslovno in novinarsko in fotografsko največji uspeh v življenju, a ne. Objavljala sva te zgodbe v največjih svetovnih revijah in časopisih serijsko, ne, in s tem v bistvu zelo hitro ugotovila, da obstaja tam zunaj fantastičen interes za te zgodbe, a ne, in sva temu primerno se tudi valjda lotvala tega dela, ne. Veliko bolj žurnalistično kot, ne vem, recimo v prvem delu literarno, ne. To pomeni malo bolj trši pristop z več sogovorniki, seveda z veliko bolj, kako bi rekel, drakonskim preverjanjem dejstev, in če imaš na eni strani v bistvu nekaj tako res mehkega, semi-literarnega, zgodbovnega in na drugi strani nekaj skoraj, ki zveni kot težka industrija, a ne, kljub temu, da v bistvu nosi zelo podobna sporočila, je jasno, kakšnim tonom raje prisluhneš oziroma kaj raje bereš. In to absolutno razumem, ker to tudi izraža, ko bi rekel, tudi moje notranje počutje, ne, v prvem delu, tudi, ne vem, nekaj drugega je v pogovoru z znanstvenikom iz Univerze v Pireju na Tilusu zgodaj pomladi po hladnem kopanju in teku pit kavo in se pogovarjati o prihodnosti, ne vem, sončnih elektrarn v Sredozemlju, kot že 16. dan zapored non-stop skakati iz tovarne v tovarno na Kitajskem in se marsikaj pretvarjati, da nisi novinar, ne. To udobje v delu, no, se zelo čuti, ne. In zame je bilo to po dolgih letih poročanja s kriznih žarišč ali pa let preživetih na migracijsko-begunskih poteh nekaj povsem novega, ne. Prvič v življenju se nisem oziral za svoj hrbet, ko sem delal, ne. In ta čudovitost občutkov, no, je po moje privlekla bralce in bralke, ki jih drugače ne bi. Bolivijska zgodba mi je tukaj v tem delu ena izmed najbolj tako fascinantnih, se mi zdi, da tudi, ne vem, nekako se me najbliže tebi povezoval, recimo, ne, pač tudi njihova bolivijska državna zgodba je na nek način zelo krizno žariščna, kako naj rečem, ne, ves čas neki konflikti in tako naprej. Kako je zdaj mogoče, no? In s tem litijem povezavi in rekel si recimo, da so to ene najlepših pokrajin, ne, te jezera slana, ne, pod katerimi je litij. Mislim, ta slana jezera so v resnici tudi zelo velika metafora, ne. Vidijo se recimo, ne vem, iz vesolja, ne. In v bistvu se tudi rane na slanišču Salar de Uyuni se bodo zelo kmalu videle iz vesolja, ne. Industrija litijevega karbonata v Boliviji je izrazito počasna, ne. Kazalo je, da bo drugače. Ne moram reči, da ob tem čutim nezadovoljstvo, ne. Po drugi strani se mi pa zdi, da je Bolivija vseeno zamudila neko zgodovinsko priložnost, ne, ali pa jo zamuja, no, ne zaprimo vseh vrat, da bi morda lahko začela popravljati strahovite zgodovinske krivice, ki so bile storjene v času kolonializma, predvsem v pozni fazi kolonializma, ko je bila država praktično izropana do zadnjega kamenja, a ne. Predvsem Solarju sorazmerno, mislim, 400 kilometrov stran, sorazmerno bližnji Potosi s svojimi rudniki tudi srebra, ki je postal v bistvu izropano mravlišče, ne, nekoč eno najbogatejših mest na svetu, ki je danes prostor množičnega umiranja ostarelih rudarjev in muzej padlih iluzij človeštva, a ne. In Salar je pa nekako v svoji nedotaknjenosti kriči k ohranjanju nedolžnosti, ne. In to je seveda neskončno privlačno biti tam in pisati o tem, a ne.
Ampak obenem ta isti Salar doživlja že, zdaj pa res desetletje, se vrnemo k osnovni premisi pogovora mogoče, strahovite posledice podnebnih sprememb, desetletno sušo, recimo kvinoja, ki je ključen vir rastlinskega proteina za veliko število domorodnega indijanskega prebivalstva, je v bistvu na tretjini velikosti, kot je bila pred 20 leti, da ne govorimo o lamah in alpakah, ki v bistvu sestradane hodijo po praznih pašnikih, še tisto nekaj vode, ki je bilo na voljo, recimo Rio Grande, pa še neki drugi manjši reke v bližini Salarja, to je sicer enormen prostor, so v bistvu na svoj mlin odpeljala kitajska podjetja, ki pod pretvezo nekega antiimperialističnega kolonializma, to je res ogabno, poglejmo, kaj se dogaja v večjem delu Afrike, v bistvu brez izstreljenega metka dobivajo vojno za energetske vire in vodo in zemljo marsikje po svetu, predvsem pod kovanom grozen izraz je to tretjem svetu, v katerega seveda sodi tudi Bolivija. In nekdanji bolivijski predsednik Evo Morales, ki je v bistvu tudi odprl uradno ta litijski projekt na Salar v juniju, to prvo lipi pilotno tovarno, ki je zdaj že resna tovarna in tako naprej, in so zgradili še eno, je v bistvu del teh verov v imenu tovarištva, kar poklonu Kitajski. In tega se v resnici bojim, seveda v neki razpravi o manjšem zlu, morda bo manjše zlo, kot če bi na Salar prispele, in to se seveda dogajalo, ameriške, kanadske, avstralske rudarske korporacije, bi bile razmere še hujše, ampak po drugi strani pa v Boliviji v času najnega obiska so v bistvu samo 4, v resnici pa 2 dovolj izobraženi inženirji, da so lahko poganjali to proizvodno. In v bistvu je bil spopad med popolno poslovno nekompetentnostjo in ideologijo, ki je v vsakem primeru povzročil škodo. Tako da je težko, kar seveda v svojem delu rad in praktično ves čas počnem, bilo zavzeti stališče, kaj je dobro in kaj ne. Prostor je ekonomsko, socialno in demografsko popolnoma opustošen. Bolivija nujno potrebuje svež denar in razvoj. Po drugi strani pa je treba zaščititi lokalno prebivalstvo in naravne lepote. Gotovo obstaja kompromis, in temu se ne reče Kitajska. Zavzel pa si stališče, si prej dejal, tudi kot ambasador podnebnega pakta Evropske unije, si med drugim tudi član stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. Kako pa vidiš, pa če se zdaj res preseliva zdaj nazaj na ta kontinent, kot se je oglašal in gledal, kako vidiš tako imenovano zeleno politiko v Evropi? Evropska komisija oziroma predsednica Ursula von der Leyen se je močno zavzela za zeleno smer v Evropi, za tako imenovani zeleni dogovor. No, tudi zato, ker so bili evropski zeleni, kot tistem trenutku 4., potem 5. največja parlamentarna skupina, tisti, ki so omogočili, da je prevzela vodenje Evropske komisije. In po pogovoru z podpredsednico Evropskih zelenih, Ska Keller, 2 dni, 3 po tem, ko je gospa Ursula prevzela svojo vlogo, mi je postalo zelo jasno, da so zeleni res odigrali, evropski zeleni izjemno, predvsem nemški del, izjemno vlogo pri tem, ker so, ne da so gospod stisnili v kot, ampak so v bistvu jo politično, v pozitivnem smislu prisilili v zavezo, da bo spopad s podnebno krizo, torej okoljevarstvene teme, v jedru njene, pa ne samo njene, v jedru politike Evropske komisije v prihodnosti. In to je bilo morda seboj izkazalo za prelomen moment v zgodovini Evropske unije. In tisto, kar se je dogajalo takrat naprej, se mi zdi zelo pozitivna zgodba. Seveda je tukaj in zdaj povsod treba gledati v zobe, ima svoje odklone, obstaja v Evropi ne samo več hitrosti, obstaja v Evropi različnih barv, in jasno je, da je zelena Evropa bolj na severu in na zahodu,
in da so srednji in vzhodni deli Evrope obarvani sivo in črno, ne, in nič kaj dosti dobro ne kaže, da se bi to v bližnji prihodnosti lahko spremenilo. Ogromno bo treba komunicirati, ogromno bo treba sprejemati kompromisov, ne. Bojim pa se, da smo na taki izraziti prelomnici, kjer bodo odločile tudi nekaj, kar je zelo težka beseda, no, vrednote v resnici, ne. Zato, ker vse te stotine in stotine milijard, ki so na voljo, ne, kar kličejo k mrhovinarstvu in neki taki izraziti, kako bi rekel, ekonomski potrebi, ampak skoraj v seksualnem smislu, ne. In če za prijavo na evropske razpise, če pri pripravi projektov niso oziroma ne bodo prisotni pravi motivi, ne, če se bo iskalo zgolj hiter zaslužek, potem govorim bolj lokalno kot celovito evropsko, ne, potem bo težko ta pakt dosegel svoje cilje in težko, zelo težko ali pa nemogoče bomo uresničili svoje okoljske zaveze, ne, ki od včeraj naprej, kot rečeno, zvenijo še bolj ambiciozno, torej še bolj težavno za udejanjiti, ne, ampak se mi zdi, da smo kot družba, kot države v trenutku, ko je treba v bistvu v nekem obdobju neke revolucije, ne, ki bi lahko imela tudi evolucijsko, ne samo revolucijsko, za razliko od številnih drugih revolucij, udejstvovanje in posledice, ne. Nujno potrebujemo ostre reze, nujno potrebujemo hitre prehode, ne, brez veliko birokracije, brez zavlačevanja, s hitro podporo najbolj obetavnim projektom, z hitrim procesom odločanja, ne, v katerem pa mora nujno prevladovati iskrena zaveza k zelenemu prehodu, ne. To ne sme biti samo sredstvo političnega boja ali pa trenutnega oportunizma, ne. Poglejmo, recimo pač zadnja merjenja javnega mnenja v Nemčiji, ne, 28%, ne, nekje tudi 38, a ne. Zeleni vodijo, ne. No, ne pozabim, da je to seveda v bistvu samo, če greš geografsko, v bivši zahodni Nemčiji, a ne. Marsikje se glasovi, recimo na zadnjih volitvah v Evropski parlament predlani, a ne, je AfD na vzhodu Nemčije marsikje pokril tudi demografsko ta del volivcev, ki je na zahodu volil za nemške zelene, za Die Grüne. Ampak nemški zeleni rastejo, ne, in rastejo po mojem mnenju iz dveh razlogov, seveda zaradi procesov zaveščanja, ne, zaradi intenzivnega vključevanja mladih volivcev, ki verjamejo v politično rešitev, in zaradi tega, ker je zelena politika že dolgo, ne, sploh pa ne zadnje 3 do 5 let, ni več na margini, ni več nekaj eksotičnega, ne velja več, kot se reče, za politiko objemalcev dreves, ne, ampak je politika mainstreama, ne, za katero seveda, ne, stoji tudi del posla, industrije, ampak je v bistvu penetrirala tudi v jedro konzervativnih strank, ne samo načeloma progresivnih, liberalnih, ne. In je v bistvu prišlo tudi v nemški politiki, ne, zelo podobno, pa še na veliko višji skali se v resnici zgodilo na Norveškem že leta 2012, da v bistvu v vprašanju podnebne krize, posledic podnebnih sprememb, pri ključnih okoljskih vprašanjih zares velike politične debate ni več. Vse je jasno, mudi se, iščemo rešitve, ne bomo razpravljali o temu, koliko in zakaj se segreva, kakšna je vloga človeka pri temu. Vraga, to je jasno, a ne. Nobenih dilem ni, preveč se mudi, da bi se lahko zajebavali. Zelo preprosto je, ne. In tu vidim Nemčijo kot gonilno silo sprememb v Evropski uniji, tokrat v pozitivnem smislu. Ura je 7 in oziroma 19, prižgala se zdaj rdeča luč, počasi že nismo več na zeleni. Ampak še eno vprašanje si bom še dovolil. V bistvu si že skoraj odgovoril v zadnjem tem odgovoru nanj, ampak če se vrnemo nazaj
gnevu zemlje in k posamezniku. Sva že zagotovo nakazala skozi celoten pogovor, kako živeti s podnebnimi spremembami in ne imeti občutka krivde. Kot celostno aktiven državljan in državljanka. Ne? Kot nekdo, ki stvari ne počne zaradi tega, da ob tem kako katoliško plačuje odpustke. Ne? Nekdo, ki tega ne počne iz občutka dolžnosti, ampak iz naravne potrebe k prispevanju k skupnosti. Kot nekdo, ki ga ni sram biti v boju za boljše, biti zaloten sredi najbolj prometne ulice Going Boss. Hvala, Boštjan Videmšek. Hvala, Gašper Andrinik. To je bil dogodek v seriji Odkrivaj Evropsko unijo, ki ga izvaja predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Hvala za oglede in lep pozdrav.